Spoštovani, en lep pozdrav vsem skupaj. Na začetku opravičilo za zamudo, kajti čakovali smo še dr. Arharja, da se udeleži. Zelo sem vesel, da so se sedaj zbrali vsi gostje, zelo sem vesel, da se nas je zbralo tako veliko, tako da upam, da bo tudi uspešna okrogla miza. Spoštovani, mesec oktobra 2011 je v okviru inštituta dr. Jožeta Pučnika zaživela civilno-družbena pobuda Mreža idej. Mladi za demokracijo, svobodo in razvoj. Mreža idej ustvarja prostor za najperspektivnejše mlade in mlade profesionalce ter vse ostale, ki si želijo aktivno vključevati v nek prostor, ki ne ustvarja samo tisto, kar je dobro, ampak kreira in ustvarja odličnost. Želimo tisti presežek, ki se imenuje kakovost. S tem namenom v okviru Mreže idej prirejamo vrsto kakovostnih izobraževanj, okroglih miz in drugih aktivnosti. Danes torej organiziramo okroglo mizo s tematiko, ki se dotika evra in Evropske unije. Saj menimo, da je zdaj čas za tisto bistvo. Zdaj je čas za razpravo o problematiki evra in to ne samo med evropskimi in svetovnimi političnimi ter gospodarskimi voditelji. O tem je vsakakor potrebno spregovoriti tudi v Sloveniji. Obstoj evra ni vprašanje in problem, ki se dotika samo Evropske unije. To je področje, ki se vsekakor dotika celotnega sveta in vsekakor tudi Slovenije. Pri tem nikakor ne morem prezreti napovedi Draga Jančarja, ki je pred nekaj leti zapisal: v naslednjih letih se ne bomo v Sloveniji srečevali samo s svojimi, slovenskimi, temveč tudi vse splošnimi evropskimi problemi, ki bodo postali imanentno naši. Dejstvo je, da se moramo vprašati, kaj je vseh teh letih šlo narobe, da smo se sedaj znašli v taki situaciji, ki vpliva na neizmerno nezadovoljstvo in nestabilnost sistemov in družbe Evropske unije. Osebno vidim celotno situacijo na način, da problem ni v tem, da so bili ekonomski in družbeni sistemi nekaterih držav proti evropski. Problem je v tem, da vsi ti sistemi niso bili evropski. Še celo več. Pri tem je absolutno nerazumljivo in žalostno, da so bili vsi tisti sistemi, ki niso bili evropski, strani Evropske unije priznani kot del celotne evropske družine. In pri tem se zastavlja vprašanje, kdo je bil pri tem bolj angažiran? Ali tisti, ki se bori za poštenost in enotnost, ali tisti, ki se bori v smeri prikrivanja, izigravanja kraje? Kratkoročno sigurno srednjo. Odločitve za reševanje težav evra prvi vrsti vsekakor nosijo politični voditelji in njihova odgovornost mora biti naravnana v smeri, da jih pri njihovem delu zanima še kaj več, kot pa samo sklepanje nekih političnih prijateljstev oziroma tako imenovana cinična distanca oziroma pohled po oblasti, kot v svojem delu Egiptovski noci mesa, piše Drago Jančar. V bistvu gre pri težavah evra za zgodbo, ki je na nek način v določenih situacijah podobna zgodbi o Egiptovskih nocih mesa. Prvi element podobnosti je sigurno slednji. Citiram: živimo v nekem čudnem sočasju, v katerem se je zgodilo vse. Nerazrešeni problemi preteklosti, megljena vizija prihodnosti,
in absolutno kaotično sedanjost, ki daje ljudem občutek maksimalne zbeganosti. Drugi element podobnosti pa je neka nostalgija. V egiptovskih nocih mesa je to neka nostalgija o starem gospodu. Kriza evra pa odpira nostalgijo o starih valutah. Zanima me, ali politični voditelji poznajo odgovore in rešitve povezane s krizo evra. Upam. Pri tem pa se vseeno ne morem znebiti nekega občutka pesimizma, saj še nisem slišal strani glavnih ideologov za reševanje evra tiste rešitve, ki bi bila naravnana smeri odrekanja pohled. Menim, da mora biti ena ključnih nalog Evropske unije in tudi celotne družbe, da bo v prihodnje bolj angažiran tisti sistem poštenosti in etičnosti in ne sistem izigravanja, prikrivanja. Kot sem že omenil, lahko krizo evra opišemo z naslednjimi besedami. To je zgodba o evru in njegovih težavah ter prihodnosti Evropske unije. Zgodba se je vsekakor začela zapletati in se daje na točki, kjer so potrebne rešitve. Toda prihodnost ostaje negotova. Toda katere so tiste prave rešitve? Pri iskanju pravega odgovora in rešitve si lahko pomagamo z znamenitim primerom, ki ga je podal Erik Fromm. Primer je sledeči. Življenjski cikel vrtnice je uresničiti vse svoje zmožnosti, da postanejo njeni cvetovi lepi, dobri. Da bo to najlepša vrtnica, kar se lahko zgodi. In če želi vrtnar doseči ta cilj, da bo njegova vrtnica, kar se da dobra, najlepša, mora pri tem upoštevati določena pravila. Vrtnica namreč potrebuje posebno vrsto zemlje, vlago, toploto, sonce in sence. In za vse to mora poskrbeti sam vrtnar. Ali lahko pri tej zgodbi razumemo celotno zgodbo tudi v smeri, da je v primeru evra vrtnar Evropske unije? Na ta in podobna vprašanja upam, da bomo dobili odgovore danes. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem našim gostom, ki so se prijazno odzvali našemu vabilu. Hvala vam. Vsekakor posebno zahvala vsem novinarjem, udeležencem okrogle mize. Na koncu pa ne morem mimo besede zahvale celotni ekipi, ki organizira omenjeno okroglo mizo. Hvala Mateja, Saša, Katarina, Mark, Robert, Janik, Marko, Lenart, Tomaž in Boris. Če se še malo pošalim, če sta za tango potrebna 2, so za četvor potrebni 4. Upam, da bo današnji ples besed, kar se da dober, kakovosten. Boris, predam ti besedo, da otvoriš to našo četvrtko. Hvala lepa. Hvala Jernej za ta lep nagovor. Lep pozdrav vsem in zahvaljujem se vam za udeležbo še jaz. Torej, najprej bi posvetil minuto molka v spomin včeraj umrlemu češkemu predsedniku Václavu Havlu. Václav Havel je bil velik evropejec in demokrat. Zato menimo, da je prav, da mu namenimo minuto v spomin. Torej,
Najprej bi vam vsem predstavil še današnji goste. Prvi z moje desne je magister Laris Gajser. Laris Gajser je diplomiral na pravni fakulteti v Italiji, v Veroni. Zatem pa se je specializiral na Anglia Polytechnic University, ki je v Veliki Britaniji. Magistriral je iz mednarodnih odnosov in diplomacije na Inštitutu za mednarodne vede v Milanu. Gospod Gajser je geopolitični svetovalec tujih vlad in različnih političnih organizacij. Gospod Gajser predava mednarodno politiko in globalno gospodarstvo na University of Georgia v ZDA, v Ameriki. Gospod Gajser je bil v zadnjih letih tudi član uprav različnih večjih energetskih podjetij. Kot kolumnist pa piše za Telo, Mag, Štajerski tednik in italijanski poslovni časopis Libero Mercato. Prvi na moji levi strani je dr. France Arhar, sem verjetno zelo dobro poznam. Dr. Arhar je diplomiral in magistriral leta 1983, pa še doktoriral na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Verjetno ga vsi dobro poznamo kot očeta slovenskega tolarja. Za izjemne zasluge pri uvedbi in vzpostavitvi slovenskega monetarnega sistema je gospod Arhar leta 2001 prejel zlati častni znak Svobode Republike Slovenije. Gospod Arhar je bil zadnjih 10 let guverner banke, je bil 10 let guverner Banke Slovenije. Zadnjih 8 let pa je gospod Arhar predsednik uprave Unicredit Banke Slovenija. In naj predstavimo še Andraža Graha, direktorja naložbenega sektorja KD skladov. Gospod Grahek je leta 2004 pod mentorstvom doktorja Petra Groznika diplomiral na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zaposlen je kot direktor naložbenega sektorja KD skladi. Svoje znanje gospod Grahek širi tudi na seminarjih za vlagatelje, je soavtor priročnika za vlaganje v vrednostne papirje na borzi, piše tudi za častne finance. Velja za direktorja mlade generacije in zelo zaželenega gosta okroglih miz in javnih razprav in zelo smo ga veseli tudi tu. Hvala, da sem trem za udeležbo. Pa bi se kar posvetil prvemu delu razprave, v katerem skušamo pokazati vse tiste razloge, zaradi katerih smo se nekoč v preteklosti odločili za to, da smo evro vzeli, oziroma smo se odločili za to, da ga uvedemo. Torej, gospod Arhar, kakšni so bili razlogi, ki so nas prepričali v to, da smo se odločili za prevzem evra in kaj se je zgodilo z našimi pričakovanji? So se ta uresničila? Zakaj torej smo si evra želeli? Naj dodam še, torej vi ste oče tolarja. Letos pa ste za Dnevnik povedali, da ste veseli, da vam za tolar ni žal. Zakaj? Kako? Ja, lep dober večer, dame in gospodje. Hvala za povabilo v tako imenitno sredino. Bom poskušal na kratko povedati, kakšna situacija, bi lahko rekli, v majhni, odprti ekonomiji, tako da Slovenija ni nič posebnega. Kakšna je dodatno v tisti ekonomiji, ki je soočena z visoko inflacijo. Pri nas v bivši državi Jugoslaviji ali pa točneje v Sloveniji je bil eden od razlogov pomembnih za iti na lastno pot deviacije v denarnem sistemu, v denarni politiki, kot vemo. Vemo, kaj smo doživeli na koncu. Z drugimi besedami, ko je Slovenija šla na svojo pot, se je, jaz mislim, večinsko zavedala, da bolan denarni sistem ne more pripeljati ekonomijo v čas dobrih rezultatov. Zato je denarna politika, ki je takrat začela tudi svojo pot, si zadala dva cilja zelo jasno in jih povedala trgu. Treba je doseči evropski nivo cenovne stabilnosti, to pomeni znižati inflacijo. In glede na to, da smo sledili procesu v Evropi, namreč Evropa ni čez noč prišla do skupne valute, mi vemo. Ta pot je, bi lahko rekli, dolga 60 let.
začenši s 1951 letom, ko je bila sklenjena tako imenovana premogovna unija, pa potem se z rimsko pogodbo leta 1957, ne pozabimo sedajne diskusije tudi na relaciji do Velike Britanije. Velika Britanija ni podpisnica rimske pogodbe. Takrat so bile Nemčija, Francija, Italija in države Beneluxa. In seveda skozi prizadevanja, da se uveljavijo vse 4 svobode, začenši se s najprej prostim pretokom blaga. In seveda z uvedbo ekuja ali ekija, kakor kdo pač razume, in dejstvom, da je ta želja na koncu bila kronana pravzaprav s enotno valuto 11 držav. Če dovolite, bi jaz mogoče vprašal, kaj pa so tisti argumenti, ki jih tehta vlada določene države ob tem, ko se odloča za ali proti evro, torej za skupno valuto ali ne? Glede, za male odprte ekonomije je znano, da dejansko so temeljni generatori razvoja tuji trgi. Kajti tako imenovani trade ratio je v teh ekonomijah običajno preko 100% družbenega bruto produkta. Mi ne moramo majhnih odprtih ekonomij primerjati se z velikimi zaprtimi sistemi, ker to vemo, da zaprti sistemi dejansko delujejo znotraj teh sistemov. In je to razmerje, bi lahko rekli, zelo simbolično. Če pogledate danes Evropo ali Združene države Amerike, ker vedno so se dejansko citirale Združene države Amerike, koliko gre ameriškega produkta v menjavo s tujino. Na drugi strani, uvedba svobodnega trga za kapital je naslednji velik problem za vsako majhno ekonomijo, za vodenje lastne denarne politike. Namreč, vi veste, tudi Evropa je šla po poti postopne liberalizacije za kapitalski trg. Šele leta 1993 so bile odpravljene vse barijere. To je bilo eno najtežjih vprašanj tudi v pogajanjih s Evropsko unijo, že pri pristopu v Evropsko unijo. Kdaj vzpostaviti svobodni trg kapitala? Kajti svoboden trg kapitala predpostavlja, da dejansko za kapital ni nobene ovire. In če je tečaj v odprti ekonomiji prva cena, ta tečaj je orientacija za vse ostale cene. Ker če se večina produkta menja s tujino, je logično, da je potem ta tečaj prva cena. In zdaj, če ste vi izpostavljeni svetovnemu trgu pri kapitalu, je zelo težko perati denarno politiko, če imate politiko fiksnega tečaja. Pomeni pri fiksnem tečaju vse odkupovati. In za odkupovanjem tuje valute vi generirate nov denar skozi devizno operacijo. Ne? Tako da to je bilo naslednje dejstvo. Namreč vodenje denarne politike v takih razmerah je zelo drago. In vedno izpostavljeno vizavi javnosti v taki situaciji, kakršni smo mi bili v Sloveniji, ko je bilo popolno nezaupanje do lastne valute v času hiperinflacije, ko je javnost kazala, kje je zaupanje. In zaupanje je številka 1 do tuje valute, do nemške marke, ki je bila najbolj stabilna celotno povojno obdobje, od 48. leta, ko je bila zahodno-nemška marka rojena, je do prihoda evra izgubila 3/4 svoje vrednosti. Mogoče bi še nadaljevali z gospodom Grahkom. Zakaj, gospod Grahek, si recimo evra zares želimo? Kakšne so prednosti od tega, da ga imamo? In kakšne so bila naše pričakovanja, ko smo ga sprejemali? In tudi kakšne so bila pričakovanja Evropske unije? So se ta pričakovanja uresničila? Mogoče, če nadaljujem še z mislijo dr. Arharja, so se valutna tveganja v nihanju valut, se je to močno poznalo za nadaljni razvoj slovenskega gospodarstva, ko smo pač uvedli to evropsko enotno valuto, in ali je to močno pomagalo? Torej? No, jaz mislim, da je gospod Arhar lepo navedel nekatere razloge, zakaj smo se odločili sploh, da gremo proti
evropski poti Evropske monetarne unije. V končni fazi se je to zaupanje v tole odražalo tudi v jasni smeri, ne, proti kakšnemu sistemu nekih ekonomsko-političnih povezav gre Slovenija. Ne. Zdaj, če bi Slovenija rekla, gremo nekam v tretjo smer, ne, ljudje tudi v tolar posredno na nek način ne bi verjeli. Vsi smo videli naš prostor. Je bil tolar kredibilna valuta? Bil je kredibilna, zato ker je bila politika tudi na nek način predvidljiva, bila je taka malo gradualistična, če se zdaj spominjam nazaj, pa šli smo s koraki, nekateri izvozniki zlasti so takrat tarnali, ne, da bi še malo tlje časa ta gradualizem radi videli, ne, ampak dejstvo je, da je bilo treba ta korak narediti naprej. In zelo lepo istočnico je dal gospod Arha, ko rekel dostop do kapitala, ne, mobilnost kapitala. Mislite, da bi bilo morda bolj smotrno še malo počakati z uvedbo evra? Ne, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je v ključni fazi kaj. Moramo vedeti, da ko govorimo o stvarih, kot so kapitalski trgi, monetarna politika v enem takem širšem sklopu celotne Evrope, ne, moramo vedeti, da Slovenija je relativno mlada država in tudi izkušenost politik, kako obvladovati te stvari, tudi drugih subjektov, pač je relativno kratka. Ne. So države, ki imajo večjo tradicijo in izkazali se, da tudi s to krizo mogoče na nek način se drugače odzivajo, ne, tudi politike. Mi pa pač nismo bili vajeni toliko ciklov na nek način v klasičnem recesijskem smislu. Ne. Vedeli smo, da je jugoslovanski sistem nestabilen, da generira hiperinflacijo, ampak zanimivo je, da se ga danes veliko ljudi danes spominja nazaj kot nekaj stabilnega, ker je imel socialno varnost in tovrstne stvari. Ne. To je tako v bistvu nek mal mit, ne, če bi gledal nazaj, ker to ni bilo stabilno in to je treba priznati. No, nekateri so tisto, verjetno se tako počutijo zaradi tega, ker z inflacijo niso vsi izgubljali. Ja, seveda, ne, za tisti nekdo, ki je pač pridobil stanovanje z inflacijo, ni izgubljal. Vsi tisti, ki so pa vrčevali v nemških markah, ker niso zaupali domači valuti, ne, pač je bila pa druga zgodba. Ne. Danes treba je tudi razumeti eno stvar. Ne. Mi smo prišli z države, kjer vsem se neko premoženje ustvarilo v tem obdobju. To pomeni, da zmer bolj občutljivi ratujete na to, kaj se z vašim premoženjem dogaja. Če niste imeli prav preveč veliko nekega finančnega premoženja, pa tudi tista inflacija ni toliko na nek način bolela. Ne. Če ste imeli pa kredite, je bilo pa še toliko boljš, ne, ker so se razvodenili dobesedno na samem trgu. Ne. Zato smo pa imeli sanacijo bank, ne, če se spomnimo nazaj. Ne. Vsa ta situacija je vodila do tega, da smo Slovenci že enkrat sanirali bančni sistem. Pa sem jaz mogoče, sem tako izrazil, malo presmrkal, da bi o tem govoril. Ne. Ampak dejstvo je, da to smo že doživeli. Ne. Z vstopom v evrsko območje pa nastaja nekaj popolnoma drugega. Ne. Jaz pravim, da smo dobili nek dostop do kapitala, ki smo ga izkoristili na nek določen način. Danes lahko analiziramo, gledamo nazaj, kako smo ga izkoristili, kako se je uporabil in kakšne so posledice tega. Lahko bi ga verjetno bolje, ne? Smo se že približali tako za gospoda Geiserja bi tole bilo. Gospod Geiser, smo ob uvajanju evra tako v Evropski uniji kot v Sloveniji smo takrat pozabili kaj doreči. So mogoče današnja nesoglasja o reševanju evrske krize, da ne rečem kar kreganja, posledica iz tistih obdobij, ko smo kaj malo dorekli. Menite, da je mogoče to problem? Je današnja kriza posledica slabe dorečenosti? Dobro večer vsem. Jaz sem že drugi z vami, me veseli, da vas je vedno več čestita. Zelo lepo za videti. Pa hvala za povabilo. Ja, vprašanje je zelo zanimivo. Mislim, da smo nekaj pozabili, oziroma vsaj danes pozabljamo odkot in zakaj evro. Dajmo dva koraka nazaj zgodovinsko. Po drugi svetovni vojni celotno ekonomijo je vodila ena velika lokomotiva, ta lokomotiva so bile Združene države Amerike. Po padcu Berlinskega zidu Amerika seveda je potrebovala pomoč, imeli smo nove trge in seveda tudi Evropska unija je morala se združiti in narediti nekaj na to temo. Na temo miru, na temo gospodarstva, na temo sožitja za prihodnost. In so se odločili, da mi gremo seveda v tesnejšo sodelovanje. Tole tesnejšo sodelovanje pa nismo mogli takoj pridobiti na politični ravni. In vizija velikih ljudje, velikih politikov od takrat je bila dobro. Potem pa se dajmo dogovoriti na monetarnem sistemu, na evro, in to nas bo prineslo en dan do tesnejše politične unije. Menite, da
skupni gospodarski prostor s skupno valuto znižuje možnost trend, recimo Evropa je če zgodovinsko pogledamo, je kar naprej padala v neke spore. To je to. Mi imamo 3000-4000 let voj. In dejansko Evropo vsi vemo, da Evropska unija je ideja za prihodnost, kjer naj bi vsi živeli v miru in naši neki balans znotraj. Pravite, naj bi. Naj bi. Menite, da ne? Trenutno kaže malo slabše, po mojem, ampak upam, da bomo našli rešitev. Ampak da še gremo en korak naprej. Tu se gospod Arhar absolutno dostrinjal, ker vem, da smo imeli enkrat eno debato. Celotni evropski sistem temelji na starem Deutsche Bank sistemu. Da so Nemci lahko združili seveda Nemčijo in da so se lahko širili, so jih probali Francozi držati pod kontrolo z evro, torej z novo monetarnim sistemom. Vendar Nemci so zahtevali, ker so bili najmočnejše gospodarstvo v Evropi, da isti sistem, ki ga imajo Deutsche Bank, seveda se uvede tudi v evropskem prostoru. In danes mi imamo pogodbe in Frankfurtsko banko, ki temeljijo točno na sistemu Deutsche Bank. Po narekovaja rečeno, če sem lahko malo bolj ironičen v tem smislu, to, kar Nemčiji ni uspelo za 2 svetovnima vojnama, zdaj lahko dela z gospodarstvom. In na tem napreduje. In tu se začne tudi trenja. Ker mi zdaj v tem trenutku rešujemo evro, kot da imamo gospodarsko krizo, ki v resnici ni samo gospodarska, je veliko politična kriza Evropske unije. Ok, mogoče bi na tej točki, gospod Grahek, za vas vprašanje. Kaj so zares te ključne težave evra? Če jih opredelimo, katere so? Pravzaprav tudi izhod izvirajo in kaj so torej razlogi za evrsko krizo? Ja, seveda, razlogov je tukaj kar nekaj, bi jih lahko naštevali. Tistih par najbolj ključnih. Ja, mislim, da je bil en razlog, ali pa eno izhodišče zelo lepo je pač gospod Gajzer pojasnil in to je dejstvo ta vloga Nemčije in mogoče rahlo drugačen pogled Nemčije na temelj monetarnega sistema kot nekaterih drugih držav znotraj Evropske unije, predvsem pa velikih centrov finančne moči po svetu. Ne. Jaz kako razlagam to danes? Ne? Če pogledamo denarne politike, v Evropi je center cenovna stabilnost. To je temelj tega nemškega modela, kjer je nekak monoliten mandat, ne? Cenovna stabilnost. Tem, ko imajo druge monetarne oblasti, rekel vsaj v anglosaksonskem svetu, dvojni mandat, ne gledajo na cenovno stabilnost in gospodarsko rast. Dajo jim orodja in možnosti, da vplivajo na eno in drugo. In kaj se je zgodilo? Zelo enostavno, ne? Pač grožnja cenovne stabilnosti oziroma ogroženost neke vrste tega inflacijskega spleta se zdi recimo anglosaksonskemu svetu danes relativno nepomembna, glede na vse težave, ki jih vidijo v gospodarstvu in celo obstaja na nek način pogled, da ne bo inflacije, dokler se ne bojo sanirale gospodarske, težave, ki so se nakopičile predvsem glede zadolženosti, ker če se države razdolžujejo, nastajajo deflacijski pritiski, konstantno, ne iz trga blaga, ampak iz trga finančnega premoženja. In tukaj je zelo velika razlika, recimo, ko pogledamo ECB in pogledamo recimo Angleže z Bank of England in ko pogledamo Američane. Jaz delim dva kampa trenutnost ljudi. Eno so borci za reflacijo, to pomeni, da dejansko ustvarjate nekaj z monetarnimi urodji, ustvarjate pogoje, da deflacijski pritiski ne nastanejo, medtem ko Nemci, ki v bistvu imajo tukaj drugačen koncept cenovne stabilnosti, veljajo za nekoga, ki je pokvaril celotno igro anglosaksoncem in ustrajajo dejansko na tem, da ECB ne pridobi dvojnega mandata, oziroma je ta izjemno omejen. To odkupovanje obveznic na trgu grejo tako. ECB začne kupovati, kupi 200 milijard, rečejo Nemci, zdaj pa stop, zdaj pa igra pri nas na fiskalnem kompaktu, na obnovi Maastrichta, na nek način. Ne? In to je treba razumeti. In to ustvarja te šok efekte, ker boste potem videli Britance, kako evropskim parlamentarcem, kaj že pravijo, idioti iz Brusla, ne? Pa Američani, ki pač vidijo, da bo evro ne bo zdržal do božiča. Ne? To so potem pritiski. Ne? S tem to je realnost trgov danes. Ne? Hvala. Gospod Arhar, kaj pa o tem menite vi? Mogoče pa poznavate še kakšne težave, ki jih nismo našteli, oziroma naj vam dam zraven še vprašanje, kakšen je delež krivde pri evrski krizi na strani Slovenije in če lahko povemo še v čem? Če sploh v čem? Ja, gledajte, mogoče imam to srečo ali pa nesrečo, 10 let sem hodil v Basel
vsak mesec skupaj z 32 guvernerji. 2 leti smo diskutirali priprave na evro. In ne pozabimo, ne, ko ste omenili Nemčijo pa Berlinski zid, da ločimo denarno politiko od splošne politike. Če se spominjate, kakšna je bila situacija v Nemčiji, ko se je Nemčija združevala. Uradno je bila ena zahodno-nemška marka proti eni vzhodno-nemški marki. Takrat se je postalo temeljno vprašanje ob združitvi, kakšen bo menjalni tečaj. In takrat je prišlo do spora med Bundesbanko, bi popravil kolega, ne Deutsche Bank, ampak Bundesbank. Ja, no, med Bundesbanko in politiko v Bonu. Ne. Politika v Bonu je želela čim bolj ugajati vzhodnim Nemcem in Združeni državi. In je želela praktično vse zamenjati po principu 1:1. Potem Bundesbanka je opozarjala, da vzhodna Nemčija ni sposobna in da ta tečaj, ki je uraden... In težava fiksnega tečaja? Ne čakajte, fiksni tečaj, potem sodolg, ampak ni moj namen, da bi vam povedal zdaj, kaj je fiksni. Ampak vam želim povedati na primeru, ne, kako deluje ena politika, pa kako deluje denarna politika. Ker v primeru Nemčije, do česa je potem prišlo? Politika v Bonu je odločila, 2000 mark se bo zamenjalo po 1:1 in vse ostalo po 1:2. Posledično je nemški guverner Pell odstopil, da je na ta način demonstracijsko pokazal, da gledano skozi ekonomijo, skozi tako imenovane fundamentals, ne, ta formula ni ta prava, da bo to visoka cena za sanacijo vzhodne Nemčije. Takrat se je začela tudi diskusija na temo regijskega pristopa in pridobivanja denarja skozi regije. Zakaj vam to pripovedujem? Poglejte, kaj se je zgodilo pri evroju in kako je ta diskusija šla. Ko so bila konvergenčna poročila pripravljena, kdo bo pri rojstvu evroja, za 2 državi se je jasno vedlo, da ne izpolnjujeta kriterijev. Tako Italija, tako Belgija. V obeh primerih je bil družbeni bruto, javni dolg preko 100%. Ne? Takrat mi nismo imeli Evropske centralne banke, paste, da bi se naredila ta demonstracija, da bi nekdo odstopil. Mi smo to diskutirali v Baslu. Ali je tukaj zdaj realno, da bodo te države pri rojstvu evroja? Mi dajemo slab vzgled, da mi smo postavili pravila igre, 4 kriterije maastrichtske in že pri rojstvu dajemo popuste. Takrat je bil Evropski monetarni inštitut, predsednik je bil gospod Lamfaluzi, ki je bil prej direktor Bazelske banke. Ne? In diskutiralo se je celo o tem, da bi se na ta način tudi demonstriralo po nemškem vzoru, da nekdo odstopi, da se opozori na to dejstvo, da 2 države ne spolnjujeta. Zdaj pa počakajte, samo en moment. Zaradi trgov, prosim, zaradi trgov. Trgi moralno nikdar niso neutralni. Prašujem vas, na začetku je bil tak dolg. Tak dolg je več ali manj konstanten. In ti trgi so 12 let verjeli v to. Nobene diference niso delali proti tem državam, če zdaj mi govorimo o krizi, dolžniški krizi držav. Prosim. To je posebno vprašanje zame. Ne? Kaj so trgi in kako trgi ocenjujejo? Hkrati vam hočem reči, da politika je rodila evro. To je političen projekt. Ne? Centralna banka ga je dobila dejansko v izdelavo, v tehnično in seveda tudi vsebinsko. Omenjanje Bundesbanke pa ameriškega Feda, ja, popolnoma 2 različna koncepta pri vodenju denarne politike. Nemški ciljanje denarne mase, ne inflacije. To je bilo v Nemčiji vedno ciljanje denarne mase. Skozi kreiranje denarja se vpliva na cene. Nikdar nemška Bundesbanka ni povedala, kakšen je inflacijski cilj nominalno. Vedno je gledala, kakšen je M1, denarna masa, ki se kreira iz nič pri centralni banki. Ameriški sistem, veste, kaj je rekel Krugman, ne? Da Amerika ima socialo iz 19. stoletja in monetarno politiko iz 20. stoletja. In obratno. Amerika ima 2 cilja in zasleduje cene
in zasleduje brezposelnost. Jaz se spominjam, ko je sedel v Baslu član ameriškega Feda in ko je imel stalno probleme s takim zasledovanjem dveh ciljev. Namreč mi vemo v ekonomiji dva cilja hkrati ne more zasledovati z isto težo. To je bilo isto vprašanje v Sloveniji. Zasledovati tečaj, pa še nivo inflacije. Nemogoče je. S istimi rezultati. Ne. Skratka vam hočem reči, da je tudi sedanja diskusija seveda politično izostrena, a ne, in se želi s pomočjo nje dejansko tudi vplivati na denarno politiko. Ker če jaz gledam, kaj se danes dogaja v kriznem času v Ameriki, če vi gledate samo bilanco Feda, koliko denarja se je generiralo, kakšen je bil nivo monetizacije, ne? 200% je porasla bilanca. Evropa za 30%, jaz ne pravim, kjer je zdaj pravino, ampak kako sta si ti dve politiki različni v svojem pristopu, ne? In mi še nekaj ne smemo politično pozabiti, prostite. Dolar je potreboval 60 let, da je izpodrinil angleški funt kot svetovno valuto. In iz tega zornega kota ne pozabite, so posebni interesi, verjemite mi, ker Seniorič je imanenten za centralno banko. Skozi razpršitev ameriškega dolarja kot svetovne valute v obliki bankovcev Amerika prijema 4-5% GDP-ja. Dali ste dobro istočnico, ko omenjate še Ameriko in vse, torej, tudi države v sklopu Evropske unije. Torej, pa mogoče vprašanje za vas, gospod Gajser, kako gospodarstvo in prebivalstvo Evropske unije, Slovenije in ostalega sveta čuti težave evrskega območja? Se pravi, kako ostali in kako prebivalci in gospodarstvo na tem območju? Ja, mislim, da so vse istočnice zdaj na mizi, o katerem lahko debatiramo. Se bom povezal. Kot prvo, se strinjam, zelo težko je v ekonomiji, oziroma ekonomija ve, da je dva cilja hkrati težko doseči. Ampak imeti vsaj možnost je pošteno. Mi te možnosti nimamo. Mi moramo samo misliti na to, kar piše v pogodbi za Evropsko centralno banko, in to je, da moramo držati inflacijo pod 2%. Drugo ne smemo in ne moremo v tem trenutku delati. Tu je en del problemov. Drugi del problemov, kaj mi občutimo, zakaj mi občutimo, kaj se v tem trenutku v resnici dogaja. Kot sem rekel, ni samo gospodarska kriza, to je tudi politična kriza Evropske unije. Kar to pomeni, da vsi vemo, da odkadar je Nixon preklical zamenjavo dolar-zlato, temeljijo vse valute danes samo na enem dejstvu. In to je na suhem zraku kredibilnost in zaupanja. Če ti ne zaupaš eni valuti, valuta ne obstaja. In zdaj, v tem trenutku, kriza evra je to, je, da svet oziroma trgi, špekulanti, kdorkoli želite, nam v tem trenutku sporoča, vi niste kredibilni. Menite, da bi na to lahko zlati standard vplival? Bi lahko to izboljšal? Ne. Kaj je sistem? Kaj je kredibilnost? Zakaj je nekdo verjame v pound ali v ameriški dolar? Zato, ker ve, da za tistim dolarom, za tistim poundom stoji določen sistem. Toliko je vreden, toliko lahko verjame. V našem sistemu, v evroconi, mi imamo zelo čudni sistem. Mi nimamo nič skupnega, mi nimamo enotne politike, nimamo enotne strukture, imamo eno valuto, 27 držav, ki pa imajo eno, ponarekovajo napako, ampak ki bi se lahko videla kot ste... 27 držav. 27 držav. Ja, Evropske unije, pardon, jaz se prečujem, ja. Vendar, kaj so te države naredili, ko so stopili v evro? Države so del suverenosti, monetarno suverenost predali nekomu drugemu. A politična odgovornost je ostala v te državi, naprimer v Sloveniji. Zdaj, kmalu bojo dali še fiskalno odgovornost, torej veliki del suverenosti, eni tretji entiteti, ki v resnici nima skupne strukture, ampak še vedno politična odgovornost bo ostala v lokalnem nivoju. To je en problem. Kot drugo, samo da omenim še eno temo, ki verjetno bomo potem razvatirali, je sledeče. Mi imamo eno valuto evro, vsi vemo, da smo pod napadi, kako se reče, bonitetnih hiš,
Bonitetne hiše pa dajo ocene vsaki posamezni državi. Torej, ena valuta za evrocono, a bonitetne hiše pa ocenjujo Italijo, Grčijo, Nemčijo. Nekaj ne štima v sistemu. Ok, hvala. Pa da se posvetimo še tistim ključnemu. Gospod Grahek, kaj pomeni zlom evra? Kaj pomeni ta pok, ta propad? Kako zgleda propad valute? Posamezne, mogoče skupne, če obstaja razlika. Torej, kako zgleda propad valute? Propad valute zgleda zelo enostavno. Nihče več ne verjame v sistem, na katerem temelji valuta. In videli smo nekaj delnih primerov tega. Bom dal en primer, recimo, pa poznamo valuto, ki ni pač v evroobmočju, recimo islandska krona. Če pogledamo, kaj se je tam dogajalo, kakšne težave so se nakopičili, kako danes gledamo na Islandijo kot nek epitaf, rečemo temu objestnosti, zadolževanja, da se tako izrazim, to je pač valuta padla za 70%, v kumulativi od leta 2007 naprej. Pač to ima seveda na premoženjsko stanje, na pač razmere v državah, na sposobnost države, da karkoli sploh plača, da financira, to, kar bomo mi ostavi zapisan socialno državo, izjemne posledice. Zlasti za, recimo, eno tako majhno otoško državo, imamo še učbeniški primer. Torej, ko govorimo tudi, kakšne bi bile posledice, če se direktno povem, socialne, gospodarske, politične? Lejte, veliko stvari, ko govorimo o državi, pa če prisotna s svojim proračunom, ki ima različne namene uporabe. In vsi nekaj pričakujemo. In vir financiranja je pač centralna država. Recimo, ocene so, da če bi evro razpadel na nek tak brutalen način, da grejo vse valute, rečemo, konc evra, evro ne obstaja, vsi uvedemo svoje valute, bi lahko bili stroški neposredni na BDP, v cene investicijskih bank, do 20% trenutne ravni gospodarske evrskega območja bi bili lahko neki implicitni stroški. Kako bi izgledali bi na različne načine. Pač neke države enostavno ne bi mogle več se financirati na trgu, bi lahko videli kaskade bankrotov, videli bi težave v finančnem sistemu in to v vseh državah. Kaj jaz pravim, da evropski gospodarski prostor, in zdaj tudi monetarni, je toliko zintegriran, da ne moramo govoriti o večjih ljudeh. Recimo, da bi to lahko... Sam trenutek, da razložim kaj. Približno tako je. Danes, ko gledamo evro, zato da začnemo dezintegracijo, pomeni tako, da bi se jaz začel eno nogo rezati, drugo nogo rezati, eno roko rezati in na koncu bi bil to strošek pač, bi se ozdravil gangrene, rečemo temu tako, ampak bi bil, zdaj sem grdo izrazil, kripelj. In zato je alternativa temu, da enostavno gremo nazaj za mizo k nekim osnutkom, k nekim zaobljubam, ki so bili takrat v maastrichtskih kriterijah in najdemo način, da si vzpostavimo kredibilnost nazaj. To se dogaja, ampak veliko prepočasi, po mojem mnenju. Menite, da se lahko še rešimo tega gangrene? Lahko se jo rešimo, samo težava je to, ker čakamo predolgo časa z reševanjem tega in to vemo, kako zgleda potem. Lahko se polnemo z antibiotiki, z nekimi paketi ECB-ja ali pa drugimi reformnimi paketi, ampak pokazati moramo, da se misli resno in to vsi, brez sprenevedanja. To je zelo enostavno, pravzaprav na nek način, to, da se hodimo smehljati in slikati, ne bo dovolj. Bi se lahko propad evra komu obrestoval? Ja, sigurno, pač tistim centrom močem, ki pač bi s tem dodatno ukrepile svoj center rezervne valute. Zdaj, vprašanje je kratkoročno, ampak dejstvo je, da bi projekt Evropa razpadel, zdaj, težko je reči, ali je tukaj kdo pridobi, tudi vse bi boleli na nek način. Dolgoročno, mogoče, kratkoročno ne, pravzaprav. Gospod Arhar, gospod Grahek se sprašuje, če lahko projekt Evropa propade. Ali lahko propad valute, evra, pomeni tudi razpad Evropske unije? Ja, gledajte, mislim, da na tem svetu ni stalnice, vse relativno, od nekdaj je bilo in tako je. Sam čas je absoluten. Da, če ki berete, recimo Georga Sima, ki je napisal filozofijo denarja in kaj je denar, če govorimo zdaj o tem. Jaz mislim, da se na nekaj pozablja. In spet smo tam.
kako zadeve razumemo in kako jih spoštujemo. Oprostite, Maastricht ni nastal čez noč in kriteriji. Ko smo se mi pogajali, je meni takratni nemški guverner Titmajer rekel naslednje, ko je bil največji problem pri pretoku kapitala. Je rekel, kolega, pozabljate, da ste 50 let spali in da želite zdaj čez noč ali pa želite med daljše obdobje. Z Maastrichtom je tako, kot z 10 zapovedi Mojzesu, vzemi ali pa pusti. In če bi se to spoštovalo, prostite, kar tam piše, mi ne potrebujemo nobene nove ureditve, verjemite mi. Ker če pogledate, ko se je evro rodil, kdo ni izpolnjeval, jaz sem rekel 2 državi javni dolg, Nemci leta 97 so imeli še deficit v proračunu višji od 3%, ampak so ga leta 98 dejansko znižali. Zakaj je evro tudi? Eden od temeljnih argumentov, o katerem se je govorilo, je bila evroskleroza, povezana se z majhno gospodarsko rastjo v Evropi vis-a-vis Ameriki. Tako da, glejte, nikdar ne bom pozabil moje diskusije prve s pokojnim danes, nažalost, prvim predsednikom ECB-ja Dijsselbloemom. Povabljeni smo bili kot kandidat za evroobmočje. Postavil sem naslednje vprašanje. Asimetrija med državami v razvoju je vedno bila in vedno bo. Tako je bila v Jugoslaviji. Tudi mi nikdar nismo bili zadovoljni, da nas Kosovo dohiti Slovenijo. In tako je v Evropi, oprostite, posod v svetu. In takrat, če se spominjate, kakšna je bila situacija na Irskem. Mi smo govorili o zelenem tigru, o benchmarku, kakšni moramo mi postati Irska. In kakšna je bila situacija na Irskem, ko je evro prišel kot knjižna valuta, gospodarska rast 8 do 9, inflacija 6 do 7, posledično v proračunu suficit in evropska obrestna mera 4,75. Realna obrestna mera negativna. Kreditna rast 60%, mi smo imeli v Sloveniji 2007 42%, 41% rast. Moje vprašanje guvernerju, kako ECB gleda na primer Irske, ki je bila pri rojstvu? Je rekel, to ni naš problem. Irska 1% evropskega GDP-ja in naš trikotnik magični, Nemčija, Francija, Italija, najmočnejše države pri evro. To nas mora zanimati, kaj se tam dogaja. Problem Irske prepuščam njihovemu finančnemu ministru. Oprostite, kater finančni minister na svetu, če ima suficit v proračunu, bo uvajal takso? Dvakrat sem imel irskega guvernerja v sosednji hiši vis-a-vis Slona, ko smo diskutirali to situacijo. In vi veste, kot časa je trajala, 2 leti je trajala taka rast. Deformirali so oba trga, kapitalskega in nepremičninskega. Ne sem doma, celo na jugu Portugalske. Kaj ste hočem reči? Poglejte, Zame ni potrebna fiskalna unija, če se spoštujejo ti kriteriji. In spoštovati jih morajo tisti, ki so najpomembnejši tukaj, prva stvar. In oni so dali slab zgled. In potem se je vsak dovolil, da gre preko tega. Drugič, če bi trgi, še enkrat ponavljam, če bi trgi sankcionirali Maastricht, tako kot ga v zadnjem času, se ne bi tega zgodilo. Mi smo danes priča dejstvo, da v mirnodobskem času, ne po vojnah, nikdar niso bile države toliko zadolžene, kot so danes. Ampak to so trgi omogočili, svoboden trg, oprostite. Kako bi gospod Arhar, poprečen Slovenec, torej začutil zlom evra? Kaj bi to pomenilo za poprečnega državljana, pa če kar naštejemo upokojence, študenta, mati, samohranilko, kaj bi za te ljudi pomenil zlom valute evra? Glejte, po mojem, za vse bi bila škoda. Za vse bi bila škoda. Za najbogatejše in za najrevnejše. Jaz prvič, mi vemo formalno pravno, mi nimamo nobenega določila, nobene usmeritve, kako se na miren način, ali pa tako kot se je prišlo v evro, pride ven iz evra.
Kaj pa smo mi prakticirali, oprostite, kaj je bilo značilno za Evropo? Ampak če pa evro dokončno se sesuje, propade. Ja, ampak ne bo nič ostal. Bo vedno nekaj, ste brez skrbi. In vi veste, to, kar je bilo že rečeno, zaupanje v koga? V tizga, ki ima neko reputacijo, v tizga, ki ima rezultate. Poglejte, ne pozabite ga. Mi smo bili priče tihi uniji med Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko. Se spomnite, nekateri, Avstrija je uvedla tečaj 7,05 šilinga za eno nemško marko. S tem tečajem je prišla v evro direktno. To se pravi, tukaj je bila trdna naveza. Kaj je bil pogoj? Socialni pakt v Avstriji. Prva zapoved, domači stroški plače ne smejo prehitevati nemških. Kaj hočem reči? Verjemite mi, da take unije, tihe unije, bodo naprej vedno obstajale. Popolnoma jasno. Tako da, če bi se to zgodilo, jaz ne verjamem v take scenarije, da bi imeli 2 evra, prostite, severnega ali pa južnega, ker če skupni ne vzdrži, ne more južni ali pa ostali delni kakor vzdržati. Tega vprašanja se bom še dotaknili, pa bi mogoče gospoda Gajsera na tej točki vprašali, ne še vam namenim to vprašanje, kako pa vi menite, da bi se v bistvu zlom evra kot valute odrazil na življenje povprečnega državljana Evropske unije, tako kot seveda državljane Slovenije, in kaj bi tak zlom lahko pomenil za gospodarstvo? Kaj bi za konkurenčnost tega gospodarstva v mednarodnem okolju lahko, kako bi to vplivali na to? Če bi bil Karler Javec, zdaj, lahko rekel, kaj pa mi penzionisti. Ne, se malo pecam. Katastrofa. Mislim, jaz sigurno ne želim, da bi ostali brez evra v tem trenutku. Slovenija je eksport orientirana država, mi ostanemo takoj brez trgov. Že imamo težave na južni fronti z bivšo Jugoslavijo, kaj še več izgubimo vse ostalo zaradi evra. Nikakor si tega ne smemo želeti in moramo absolutno delati na tem, da bomo ostali znotraj evra. Dr. Arhar je omenil, mislim, najpomembnejšo točko, vizijo. Se strinjam, če bi se držali Maastrichta, mogoče danes bi bilo drugače, ampak se nismo. In zdaj žal politiki morajo najti rešitev za prihodnost. In s tem, kar v tem trenutku delajo, ne kažejo prave rešitve. Ampak še enkrat se vračam na to. Vizija. Mi v tem trenutku v Evropi nimamo politiko, ki bi imeli vizijo in karizmo. Smo jih imeli vedno v zgodovini. Vsaki korak naprej Evrope je bil korak, ki ga je naredil nekdo, ki je imel vizijo. Danes naštejte mi, kdo nas lahko vodi v prihodnost. Ešetova, Van Rompuy, še ne vemo niti, kaj mislijo. Jaz vidim Evropsko unijo, sem pozitiven. Mislim, da bomo prišli ven iz krize. Upam si, da bomo rešili celotno krizo Evropske skupnosti oziroma Evropskega sistema. Vendar, ko predavamo Evropski uniji Američanom, objasnim, da mi smo nekako strahovoltaična inštitucija. Kaj to pomeni? Evropska unija prihaja iz druge svetovne vojne, torej iz enega velikega preplaha. Vsakič, ko smo imeli težave, smo znali najti moč, se združiti in narediti en korak naprej novemu cilju. Zdaj smo v res v globoki krizi, ampak nišče nam pokaže pravo smer, kaj pa je naslednji korak. Tu se pa ne strinjam, da je fiskalna unija prava rešitev za trenutno krizo, ker ni. To je samo še dodatna težava. No, do teh korakov, ki jih mogoče predlagate tudi vi oziroma vsi ostali v evropskem prostoru, bomo še prišli. Me pa zanima, če mogoče lahko predvidite, kaj bi se zgodilo s številom delovnih mest, kaj bi se zgodilo z razpoložljivim dohodkov posameznikov v primeru zloma evra. Bi bila kupna moč povprečnega slovenskega prebivalca enaka? Je rekel že moj kolega, absolutno da ne. To bi bil zlom, če si rekel, če se ne motim, 20-30%. Mislim, se je stvar jasna. Eno stvar moramo je danes trgi, že računavajo delo, če gremo, kaj trg pravi, ne? Ker trg pač slika neko potencijalno sliko prihodnosti, ne? Če se mogoče spomnite filma, ne, Vrnitev v prihodnost, ker se je slika zmer spreminjala, glede na to, kaj je glavni igralec počel, ne? Nekaj podobnega se nam dogaja danes tukaj, ko gledamo v trge, ne? Pač, ne vem, primer Slovenija, 7% donosna za dospetje. Zakaj? Nekdo tako misli, zato ker mogoče delno zgubo trenutno, ima trenutno pogleda, zaupanja ni.
Podobno druge države. Poglejmo, kje so bile obrestne mere konec 80-ih let, kot preden se je začela evropska konvergenca. Na dvomestnih ravnih za večino teh držav, ki so bile zunaj. Tudi Italija je bila več kot 10% obrestna mera takrat. Tako da v bistvu kaj se je zgodilo? Z konvergenco in z nekim vzpostavljanjem političnih obljub, kako bo izgledala Evropa, se je v bistvu povečevala kredibilnost in zniževal strošek financiranja gospodarske rasti. Ne? Ko to razpade, danes že na trgih se te obrestne mere dvigujejo, pribitki dvigujejo iz večjih razlogov, delno zaradi zadolženosti, ampak za Slovenijo bi to težko trdili izključno samo zaradi tega. Ne? Vi ste gospod Grad, tudi specialist za naložbe. Me zanima, kaj pa bi se zgodilo z vsem denarjem, ki ga državljani vračujejo? Pa bom dal enostaven primer. Kdo ima tukaj noter posojilo stanovanjsko? Ne? Vemo, kje je bil Euribor, približno znamo oceniti, kje je pribitek. Dajte to potrojiti, recimo, pa zaračunati vaš obrok, pa boste videli, kakšen učinek je to. Ne? Tako, zelo enostavno, plastično, da ne bomo veliko filozofirali. Ne? To je recimo en primer tega. Ne? Strošek financiranja tega, zlasti, če imate krajšo ročnost, vas bo to fino udaralo, ker morate več glavnice, ne? Ste bolj občutljivi mogoče, ne? Pač to se bo poznal, ne? Kar naenkrat bo obrok krat 2 ali pa krat 3, ne? Vaša plača, pa kar naenkrat ne bo mogla več rast. Zakaj? Ker bo več brezposobnosti, vi boste konkurirali na trgu dela, zaposljivi ne boste, seveda zaposlovalci, tisti, ki bojo obstajali, bojo rekli, ja, saj so tudi drugi prosilci pred vrati, konkurenčen boj na trgu dela, se bo kar naenkrat razvil v tako togi ekonomiji, kot je slovenska, ne? In kaj se je zgodilo? Vaš razpoložljivi dohodek bo trpel, slovenski izvozniki, ki imajo tako super visoko dodano vrednost, bojo seveda zmagali v tem silnem scenariju, ne, da se hecam seveda, da ne bo pomota. Torej, pomeni, tukaj je cel kup šokov, ne, in rad bi videl tistega, ki je pripravljen politično pelati državo skozi to serijo šokov, pa s to mehno Slovenijo se nihče ne bo ukvarjal, kaj šele s to silno Evropo. Tako da, se splača vrčevati še vedno, tudi v teh časih? Normalno, da se splača vrčevati, ne? Vprašanje je samo, kako vrčujete. Pojdite si predsedniku Arharjev, jutri pa kupite zlato. Mogoče bi še gospodu Arharju, gledajte, ukrepi, ki se v Bruslu navajajo za reševanje težav evra, so nekako evroobveznica, govorimo o severnem evru, govorimo o avtomatičnih sankcijah za kršitelje, celo o korekcijskem mehanizmu, ki bi avtomatično nižal in uravnaval odhodke s prihodki. Morda tudi izključitev iz Evropske monetarne unije. Sem kjer izmed teh naštetih predlogov zdijo smiselni in učinkoviti. In če imate mogoče vi kakšen boljši predlog, kot so te, ki se nam ponujajo iz Bruslja. Ja, gledajte, zdaj jaz sem nikdaj ne podpisal v take črne scenarije. Ali so zakecali v redu, ampak vse, kako se to razume. Ne? To so resne stvari. Denar je resna stvar. In jaz sem vedno tako jemava. Ne? In vedno ob tej predpostavki, ali imaš zaupanje, ali ga nimaš. Ne? Drugič, kaj bi morala Evropa po mojem prepričanju spremeniti? Ne? Recimo, direktive, ki predpisujejo, ki posegajo na davčno področje. Ne. Primer, direktiva o davku na dodano vrednost. Prepričan sem, da ima prevelik koridor, od 16 do 25%. Če se spomnimo, Nemčija je imela ves povojni čas mero što je 15%. Torej menite, da te našteti ukrepi ne bi bili ukrepi v pravo smer? Poglejte, no, še enkrat. Prvič, bi bile velike razlike, če nekdo sam izstopi iz Unije. Kajti to, če tako rečem, bi bilo najtežje dejanje. Poglejte, ta primer Grke. Ne? Mi moramo ločiti, ker še enkrat pravim, Unija ni nastala čez noč. In Unija je nastajala v procesu. Če pogledate samo tudi evro, ja, če rečeš denar iz nič v centralni banki udaviš na računalnik in je takoj v knjižni obliki. Fizično smo potrebovali od 1. januarja 1999 do 1. januarja 2002, ne, da je prišel bankovec. Kaj hočem reči? Ne more se nič zgoditi čez noč. In drugič, jaz sem prepričan, da se najvišja politika zaveda, kaj bi to pomenilo. Tretjič, kar se sankcij tiče, mi moramo biti korektni in pošteni. Zadeva ni nastala čez noč, da je prišlo do takih
do takega nivoja dolga. To pomeni, da tudi ne more biti eliminirana čez noč. Ga ni deus ex machina, ki bi rekel, da odpisuješ. Četrtič, ko je toliko govora o evroobveznici, ta država, gledajte, dame in gospodje, se je borila z londonskim klubom, 240 bank, pri dolgu za Jugoslavijo, zunanjem dolgu. Tam je bila solidarnostna klauzula. In 3 leta smo se pogajali z londonskim klubom, da bi solidarnostno klauzulo eliminirali. In smo jo uspeli eliminirati. Evroobveznica je solidarnost. Kaj pomeni solidarnost? Upnik izbira dolžnika. Upnik se poplača pri tistem, ki je najboljši. Kako se bo ta dolžnik regresiral do ostali, je njegov problem. Tretja zadeva, pri obveznicah. Nihče ne govori o suvereni imuniteti pri obveznicah. Ali je kdo zasledil od vas med vrsticami, ki je nemška kanclerka rekla, če bomo Grčijo na tak način reševali, naj se privatni potem podajo na sodno pot. In kako se suverena imuniteta obravnava po ameriškem pravu, po angleškem, po Evropi, kdo sploh pogleda na obveznico, če je v fizični obliki, kakšno klauzulo ima, ali je odpoved imuniteti ali ni, če gledamo iz sodnega vidika. Naslednja stvar, gledajte, o čem se ne govori, pa je živa resnica. Mi smo 2 leti diskutirali v Baslu, kaj narediti s starim dolgom. V 11 držav, ki zgubijo svojo valuto. Ta valuta se je spremenila v evro, ampak tukaj je bila empirika, 30-letna empirika, je ni nastal kar takole iz zraka. Navzkrižni tečaji so se uporabljali in se je ugotavljalo, kje naj bi bilo recimo ta pravo razmerje. Temeljni problem je nastal pri obrestni meri. Kaj se z obrestno mero? Ali pri obrestni meri uporabiti južnoameriške metode s tablitami, ali pri obrestni meri uvesti evroobrestno mero za stari dolg? In po 2 letih diskusij, tehtanja, katera škoda bi bila manjša, ali uporabiš eno ali drugo, se je odločilo naslednje. Za stari dolg ostane obrestni nominalizem, prosim. To je pomembna informacija, ki so jo dobili trgi. Kaj to pomeni? Italija bila vedno z visoko inflacijo. Grčija tudi. Zamenjal se je evro, namesto lire in tako naprej. Za stari dolg je ostala italijanska obrestna mera. Mi imamo tak relikt v Sloveniji, prosim, če veste. Malce nas že preganja čas. Ne nas preganja, ampak problem je v tem, da govorimo vse čez in površno, brez argumentacije. Jaz še enkrat povem, da finančna razmerja so ena najbolj točnih. Tam je decimalna veca, tam so številke in je čas, oprostite. Če politiki tako govorijo, ne morajo gospodarstveniki, ne morajo centralne banke tako govoriti. In da jaz hočem samo to reči, pa sem spet pri trgi. Ko je ta informacija prišla, da bo za stari dolg obrestni nominalizem, so tisti, ki so to slišali, vplačevali dodatne obveznice. In vse te države so že takrat izdale obveznice z dolgim rokom. Ko smo sanirali banke, ko je bilo omenjeno v Sloveniji, se spomnite, mi smo sprejeli zakon za 2,2 milijardi nemških mark. Obveznice so bile izdane z valutno klauzulo. Valutna klauzula nemška marka po združitvi s vzhodno Nemčijo, inflacijo v Nemčiji 4,5, obrestna mera med 8 in 9. Danes imate te obveznice v evrih in ja, obrestna mera ista, tudi v Sloveniji. Besedo še gospodu Gajserju. Gospod Gajser, morda če vi nakratko še povzamete, oziroma če imate kakršnokoli mnenje. Kaj menite o teh ukrepih, ki jih pripravlja Bruselj? So to koraki v pravo smer, so dovolj veliki in ali je to tisto, kar nas lahko reši? Me veseli, da dr. Arhar, res vas vidim danes v pravi formi in to je lepo. Končno nekdo pove prave stvari, se strinjam, absolutno. Kar se tiče korakov naprej, jaz mislim, da želim videti, kot sem že rekel, kozarec na pol. Torej, da gremo v pravo smer. Čeprav se bojim, da elita ne razume v resnici problema. Tu se ne strinjam z gospodom Arharjem. On je optimist. Ga razume. Mogoče ga razumem, ne gremo v pravo smer, vsaj po moje.
In kar se tiče tehničnih detajlov, mislim tudi, da ne v tem trenutku. Jaz bi si želel, jaz govorim, še enkrat poudarjam, asimetrija je totalna v tem sistemu. In asimetrični sistem ima težave. In ta asimetrični sistem moramo rešiti v smislu, kako nas vidijo drugi od zune, kako nas trgi vidijo, kako nas bonitetne hiše, ki bi še lahko odprli celo knjigo o bonitetnih hišah. Ker to je privatna inštitucija, ki vpliva na suverene države in na suverene valute. Vprašajte se, zakaj se sploh to dogaja, to tudi ni prav. Ampak še enkrat, en korak nazaj. Gremo v pravo smer, upam, da ja. Jaz bi rad videl več skupnih inštitucij, ki bodo dali kredibilnost na zem evropskemu sistemu. Sem za eurobonde, sem. Jaz mislim, da se lahko najdejo prave rešitve, da vsi skupaj garantiramo za celotni trg. Ne pa več razdeljene države za eno valuto, ki ni več potem naenkrat kredibilna in nima zaupanja. Se upravičujem, no, ampak pogledajte tečaje. Kdaj je bil evro najšibkejši? Lansko leto 9. maja, ko se je začela Grčija. Ne? Kdaj je bil dolar najšibkejši, ko je bilo treba dati $1,60 za evro leta 2007. A ne? Današnji tečaj evra, oprostite, meni ne kaže šibkosti. Če varira okrog 1,30. A ne? Pustimo vse ostalo. Se pravim, jaz sem tukaj optimist, elite dobro vedo, zakaj se gre, verjemite mi. Jaz sem lansko leto, točno pred leto dni, imel bilateralni razgovor z bivšim nemškim guvernerjem Dietmarjem, ki je bil skozi zraven, tako v Bundesbanki kot v Bonu. Ne? In vem, kako razmišljajo in kaj se oni zavedajo. Verjemite mi, da se zelo dobro zavedajo. Ne? Kakšne so koristi in kakšni so minusi. Ker mi vemo, katere koristi so se poudarjale ob skupni valuti. Ne? In če vi danes pogledate to z Evropo, z eno valuto, ne? Tisto, kar sem na začetku rekel, kakšen je trade ratio v tej Evropi proti Ameriki, tukaj so se zdaj zbližali ti trgi iz vidika zunanje ranljivosti. Ne? In jasno je, in zelo jasno je zame, da se gre za vprašanje. Vi veste, kaj je rekel profesor Mandel, on vidi eno valuto v svetu. Ko smo enkrat to diskutirali, sem rekel, monovaluta, to je potem zlati standard. Če ni pri vsaki zadevi konkurence, je težko verjeti v neki, da se bo odvijalo tako, kot je treba. Ker monokultura vedno deformira in je najbolj nevarna, vi veste, vsi skupaj mi vemo, ali se greš kmetijstvo, ali se greš česarkoli drugega, če imaš monokulturo, si zelo izpostavljen. Tako da, jaz sem prepričan v to. Tukaj je do špekulacij, tukaj je dosti tudi izsiljevanja, ne? In jaz upam, da smo ljudje toliko zreli, ne? Da ima vsak svoje izkušnje, da bodo vse to dali na tehnico in ugotovili, katera škoda je večja. 2 leti smo diskutirali obresti, da vam povem, ne, kako to gre. Še vprašanje za gospoda Grahka. Torej, gospod Grahek, kakšna je cena reševanja evra? Kaj določa to ceno? Izkot so te stroški, ki nastajajo pri reševanju evra? In v bistvu, kaj menite, da je bolj smotrno pustiti evro na tej točki propasti? Ali ga reševati za vsako ceno? To je bilo zelo provokativno vprašanje, če močem še enkrat razburiti gospodarja, da špekuliramo v nadaljnih scenarijih. Ne, jaz se drugače strinjam z gospodom Markerjem. Me silite, da zmer vidim nekaj, ker finančniki, zlasti tisti, ki se ukvarjamo z upravljanjem premoženja, moramo preigrati tudi razne ekstremne scenarije. Črni labodi se jim reče, recimo. Ne? In tako rekel, stroški so predvsem generalno, narodno-gospodarski in smo jih omenili, pa jih ne bi še enkrat. Izgub kupne moči, ni enostavno višji stroški zadolževanja, izgubili bomo trge, vsaka država drugače. Ne? Jaz se tudi strinjam, da... Menite, da je ceneje oziroma bolj smotrno? Ne, absolutno ne. Jaz mislim, da to sploh ni alternativa in mislim, da so se vsem politiki začeli počasi premikati. Vprašanje pa, kakšne so pričakovanja in kako hitro bi jih nekateri, mogoče v tej dvorani, želeli, da se premikajo. Ne? Dejstvo je, da gredo proti neki smeri. Mislim pa, tako kot jaz ocenjujem, ne? Vem, da obstaja zavedanje, ne? Pri vodilnih. Vprašanje samo, kakšno pot te prilagoditve so si izbrali. In trenutna pot je malce bolj boleča. Ne? Skušajo za zgledom dokazati,
da moramo iti skozi neko pot, ko bi rekel, pokore za lastne grehe v preteklosti, da se vrnemo nazaj k spoštovanju osnovnih pravil in da enostavno, dokler tega ni, dokler vsi ne rečejo, ja, ker sam se, ker sem to počel, zdaj malo na rekovajih, ne bo nobenih eurobondov in ne bo širitve tako imenovanega Securities Markets programa za ECB. To pomeni denarja, tiskanja denarja ne bo, dokler se ne dogovorimo, kako bo izgledala ta naša pravila in dokler naj vsi rekli, tudi tisti najbolj objestni, nezanesljivi, ja, bomo spoštovali. To je bistvo. Tukaj se Sloveniji še splača ustrajati? Bi bilo mogoče na kateri točki smiselno razmišljati o tem, da se evra ne gremo več? In kakšen strošek bi to mogel biti, da bi mi rekli, da se tega ne gremo več? Slovenija ima danes dve poti. Glede na trenutno raven zadolženosti, pravzaprav je naša odločitev zelo lahka. Čeprav zgleda zelo težka. Zakaj? Mi se moramo odločiti, ali bomo postali zmagovalci, ker je naš začeten položaj, štartni položaj, če se resno lotimo stvari, veliko boljši kot pri drugih, ali pa se bomo vdali toku in populizmu in vdali lažem, zakaj smo mi boljši in ne. Moramo se soočiti, da imamo tudi neke lastne probleme, niso toliko na državni strani, so mogoče malo bolj v bančnem sektorju, ker je pač tudi pri nas kreditna rast bila relativno visoka, ampak se jih da rešiti. Tako da v bistvu kaj? Danes alternativa evru za odprto gospodarstvo, razpad, ali pa da ne vem, kot je gospod Arhar, razpad, kaj to sploh pomeni? To bo počasen razkroj. Sej Rim ni nastal v enem dnevu, pa tudi glih v enem dnevu ni zginil in bil podrt do tal. So ga tudi zgradili, ampak zgubljal je moč. Zgubljal je moč postopoma. In to se bo dogajalo. Govoriti, čez noč bomo vse zgubili, mogoče bo nekoč neka noč, ko se bo zgubil nekaj. Ampak dejstvo je, da tukaj je treba se za to boriti. Tudi če bo pa razkroj, rečemo temu, evrskega sistema, pa skupne denarne valute, pa skupnega gospodarskega prostora, bo pa tudi počas. In tudi danes, da vam meni odgovoril, ali bo pisal, kot je rekel gospod Arhar, na neki obveznici, ki jo je izdala Slovenija tam, obrestna mera, kdo, kakšna klauzula, kako, pa to se bo pogajalo, če pride do tega razkroja, ne vem, 10 let, vmes bo pa države tako zbankrotirane, ker mislim, da časa ni, tako da lahko samo pogovarjali, kaj tam gor piše, ampak kupo pa tega ne bo nihče. Tako da to bo en tak velik razkroj in to se moramo zavedati, vsi tako rečemo, ko je bilo fajn v časih, ko smo imeli toler. Tudi pač ljudje se ne zavedajo, kaj vse je prinesla pot in koliko časa je trajalo, da do sem pride. Čez noč ne bo šlo, če se pa ne bomo odgovorno obnašali v širšem smislu, bo pa zelo bolelo in kar dolgo časa. Bojo tisto mučenje, kaj že s kapljicama, pa s kamenčki na glavo bo, če se malo živimo v to. Gospod Gajser, lahko sem naivan. Potem bom pa pustil optimistično zaključno besedo predsednik Vargarja. Česa se jaz bojim? Kot delaš strategije za določeno vlado, moraš narediti dober scenarij, realni scenarij, pa crni scenarij. Jaz imam vedno crni scenarij v glavi, zato ker Evropa žal v zgodovini je pokazala, kaj se zna. In to ni bilo lepo, če se tako izrazimo. In kaj se po moje tvega v tem trenutku? Kot sem rekel na začetku, mi smo predali za evro, za valuto smo predali monetarno suverenost Evropske unije oziroma centralni banki. Potem zdaj bomo predali še fiskalno suverenost, kar pomeni, da dejansko znotraj gospodarstva smo predali vse. Kaj je naslednji korak? Pomeni, da politična elita, lokalna, v tem primeru slovenska, bo morala uveljavljati vse, kar bo Bruselj oziroma Frankfurt rekel. To pomeni, da ne bojo res simpatični ukrepi. Narod bo se začel buniti in lokalna elita, ki pa je politično še vedno odgovorna, pa bo rekla, vse pa nismo mi krivi. Prenos odgovornosti bo dejansko populističen na Evropo. Evropa bo nekaj postala vsega kriva in mi v zgodovini vemo, ko postanemo populistični, kam gremo. Tega scenarija se bojim, to želim preprečiti. Zato govorim, da so določene simetrije, ki jih moramo rešiti. Zdaj pa pustim optimistično besedo predsednik Arhar. Torej, gospod Arhar, ali menite, da bi bila rešitev v enotni evropski vladi, ali tudi vas to bolj skrbi? In za konec bi mogoče vredno odgovoriti še na vprašanje, pred čim bi posvarili torej, slovenske državljane, podjetnike, gospodarstvenike pred negotovimi časi, ki prihajajo? Glejte, jaz želim biti realist. In prvič bi še enkrat rekel,
jaz si fiskalna unija ne predstavljam drugače, ne, kot spoštovanje sprejetih načel. In seveda sankcioniranje. Jaz ne poznam nobenega dokumenta, s katerim bi se še druge vrste suverenosti prenašale na Evropo, recimo. Ne. Drugič, super evropski finančni minister ali pa vlada in tako naprej. Ne. To je zopet kot bančna supervizija, ne, iz vidika kontrole, ker Evropa ni federacija. Kaj je najpomembnejše za nas vse skupaj? Najprej skrbeti zase. Da bomo mi imeli tako kondicijo, kot jo moramo imeti, ne? Ker od majhnih se zahteva boljša kondicija. In kaj je zdaj najpomembnejše v tem trenutku? Da bomo imeli kredibilen program, ki bo predstavljen trgom, da bodo ti trgi ga ocenili in da je ta program realen. Ničesar se ne more zgoditi čez noč, popolnoma jasno. Ne? Ker kaj mi izkazujemo? Če Slovenija ima rast, tako kot jo je imela eno dekado med 3 in 4, lahko normalno funkcionira, tako iz vidika stroškov in tako naprej. Ne? Tako da nas mora predvsem zanimati lastna situacija, ne tuja. In mi moramo lastno pozicijo izboljšati, ki se je v tem kriznem času poslabšala. In prvo dejanje vlade je prav gotovo kredibilen program, ker s pomočjo tega programa se lahko naredi, kot se reče v bančništvu, rovčov v finančnih centrih, se jim predstavi. Tako je tudi sedanja vlada januarja 2009 naredila, da je predstavila tem trgom, kako vidi in kaj naj bi se dogajalo. Ne? V sedanji situaciji, ko so ti trgi, kot vidimo, ki zamenjujejo vlade po Evropi, še bolj kritični, je to še bolj nujno potrebno. To pomeni, da je to treba narediti čim prej. Druga stvar, gledajte, ko sem bil v sosednji hiši, priznam, najbolj sem se bal, kaj bo s tečajem in kakšna bo reakcija pri ljudeh. Ker ljudje so bili navajeni in so vedeli, kaj so tečajne razlike. Oni so vedeli, katera je dobra valuta. Čeprav smo mi imeli takrat v deviznem zakonu naslednjo določbo. Če devizne rezerve v enem tednu padejo za 10%, lahko vlada, centralna banka sprejema ta ukrepe. Enkrat jih spremlješ in nikdar več ali pa dolg čas ne boš prišel na trg z njimi. To pomeni, da ti moraš narediti vse na drug način, da ti bodo trgi verjeli, ker ne pozabimo leta 97 ali 96 je bila kriza na Tajskem in se ve, kaj je ta vlada sprejemala. Skratka, hočem reči, jaz sem optimist na tej podlagi, oprostite, ker mi smo pokazali, kaj zmoremo in kako lahko naredimo. To pomeni, da je treba spet strniti vrste, ker leta 1990 ni bilo odgovorov na celo vrsto vprašanj, oprostite. In če bi takrat vrgli puško v koruzo, potem ne bi nič naredili. Ali pa če bi se na ta način pogovarjali. Mi moramo pokazati, da nekaj znamo in imamo za seboj pozitivne rezultate in vrniti se treba k temu, oprostite. Ne? Tako da s tem bomo največ naredili za evro. In do nadaljnega, jaz v njega verjamite mi. Ker ob tem, kar poznamo v svoji valuti in v svoji majhnosti, je to velika razlika. S to istočnico bi mogoče lahko zaključil našo razpravo, ampak ne pa še popolnoma. Torej, predajam besedo še vam gostom, da lahko vprašate tisto, kar vas najbolj zanima. Torej, prosil bi vas za kratko vprašanja in da jih tudi naslovite na konkretno, da bomo vedeli, koga sprašujete. Jaz sem Vladimir Rajšek, državnik in nevladni diplomat. Moje vprašanje se glasi. Kot veste, najprej je Hammurabi uvedel lipo. Bila je situacija monetarne politike, v kateri smo se znašli v brez prostoru, v praznem prostoru. Nadalje smo dobili evro. Kako smo ga dobili, oziroma potem smo dobili še dolar.
Moje vprašanje, jaz sem tudi velik optimist in menim, da če bi prišlo do zloma evra, potem lahko računamo na nove meje in na nove brzostrelke na mejah. In to ne bi bilo dobro. Moje vprašanje se namreč glasi tako. Kot veste, je Evropska banka imela svojo krizo in so 3 noči ministri, finančni ministri diskutirali, kako rešiti evro. Mislim, da ta ponovitev, da se to danes ne ponavlja. Zanima me skratka, kakšna je prihodnost držav, ki bojo uvajale enotni evro v boljše gospodarstvo, kajti menim, da če Evropa ne bo uvedla novih tehnologij, novih zaposlitvenih možnosti, novega bančnega skupnega sistema, potem se lahko vprašamo, kaj je prihodnost tudi naše mladine. Ali jih čaka grenka groza, ali jih čaka srečno veselje. To je vprašanje tudi prihodnosti naše mladine, novih rodov. Torej, to vprašanje naslavljate na koga? To vprašanje naslavljam najprej na gospoda Arharja. Kako je z bankami? In če se spomni tistih 3 noči, ko so finančni ministri bili, kako bi rekel, v živčni situaciji. Kako ste to presegli? Ja, gledajte, zdaj, če vas situacija zanima, kako je z bankami v Sloveniji, pač dejstva so znana, rezultati so znani in tukaj tudi v bančništvu ne more biti čudežev čez noč, ker se ve, da temeljni problem je slaba aktiva in iz nje mislim, potrovanje slabi aktivi so pa odločitve v preteklosti popolnoma jasno. Tako da bančništvo, kot vidimo, po padcu Lehman Brothersa je dobilo novo težo in novo skrb. In zdaj to, kar je bilo sklenjeno se strani Evropske unije konec oktobra in potrjeno v Vekanu, da naj se pove, kdo so sistemske banke. In navedli so 29 sistemskih bank v svetu. Z željo, da se ta primer ameriške banke ne bi ponovil. Ampak ta želja je seveda gledano v denarju zelo težka. Kajti dodali so, da pričakujejo od teh bank, da bodo konec junija prihodnje leto imeli prvovrstnega kapitala, tako imenovani v strokovnih krogih tier 1, 9%. In vi ste slišali, da je Evropsko bančno združenje ocenilo, da se potrebuje samo v Evropi preko 100 milijard tega dodatnega cash kapitala. Recimo, da vam povem na našem primeru, namreč recimo 14. novembra je nadzorni svet ocenil, da je situacija na trgu bistveno slabša, kot je bila 3 leta nazaj. V drugi kategoriji kapitala je tako imenovani goodwill in odločil se je, da se ta vrednost tega goodwilla prepolovi, da se 10 milijard odpiše. Hkrati pa sklenil, da se vplača dodatnih 7,5 milijarde v gotovini, v ta prvi kapital. To menim zaradi tega, ker rezultati v bančništvu nasplošno so bistveno slabši kot pa pred krizo. In seveda v marsikaterem primeru pri negativnih donosih je temeljno vprašanje, kje boste dobili investitorje, da bodo dali svež kapital. Evropski politiki so sicer rekli tisti, ki ne morejo, da jim države pomagajo. Vendar tudi države niso v lahki poziciji glede na javni dolg. Tako da na to temo sem prepričan, se bo še govorilo in zame je problem v tem smislu, da je ta časovna prilagoditev zelo kratka za tako velike količine kapitala.
Tako da jaz mislim, da o tem se bo še razpravljalo, ampak brez zdravih bank ne moreš pričakovati ta prave podpore nebančnemu sektorju. Zato tudi tisti, ki doma govorijo o tem, o kreditnem krču in tako naprej, dokler se določene stvari ne počistijo, verjemite mi, da je težko govoriti, da bi te banke delovale normalno. In tukaj bo hendikepa, ker kaj generira rast? Rast generirajo na prvem mestu investicije. Če pogledate, kje so naše investicije, do koliko procentov družbenega bruto produkta, nekako zdaj dosegajo 21%, leta 2007 so dosegali 32% in veš, da ni bilo domačega varčevanja tolikšnega in da je ta razlika med domačim varčevanjem in investicijsko potrebo bila najeta v tujini, ker so bili dejansko tujini viški in namen kapitala je dejansko, da se premika. Tako da mi tukaj, gledajte, ko smo imeli prvo sanacijo v Sloveniji, se je začela 27. januarja 93. leta. Končala se po 4 letih. 4 leta so bile v sanaciji. Takrat smo imeli lastno denarno politiko. Priznam, denarna politika je veliko pripomogla k sanaciji, ker ti si dajal likvidnost na dnevni osnovi. Premoženjska bilanca je nekaj, bilanca uspeha je druga stvar. V bankah je pa alfa in omega likvidnost. Banka pade v enem dnevu, nobena druga pravna oseba, noben posameznik ne pade v enem dnevu. Mogoče, če bi še kakšno vprašanje vzeli. Lep pozdrav, moje ime je Matej Rajk. Hvala najprej vsem za tak zanimiv in poučen dogodek. Imam pa eno vprašanje. Jaz sem namreč bil že na prvem dogodku mreže idej v Piranu na Akademiji aktivnega državljanstva in podjetništva in tam smo imeli zanimivi predavanji. Eno je imel doktor več zanimivih predavanj, ampak na enem je doktor Polanec nam rekel, da mi smo praktično determinirani z našo vpetostjo v svetovno ekonomijo in da izhod iz krize kot take, na to mi ne moramo nikakor vplivati. V naši majhnosti, glede na to, kako je naša ekonomija, kako deluje in kako smo vpeti. Potem je pa dr. Aubel nam razlagal, kako smo pravno vpeti oziroma pravno in neformalno pravno tudi v te svetovne sisteme. Je pa danes dr. Arhar omenil, da moramo začeti pri sebi oziroma da se moramo osredotočiti na to, kako bomo naš problem pri nas reševali. In zdaj me zanima, kaj vsi trije gostje menite, kako komentirate in eno in drugo možnost, predvsem vi, gospod Grahek, kot ekonomist, kaj se vam zdi, pa magister Geisler, seveda tudi iz vašega geopolitičnega vidika. A smo mi lahko dovolj močni, da sami nekaj naredimo, ali smo enostavno podvrženi silnicam, ki vplivajo na cel svet? Hvala lepa. Bom hitro odgovoril. Eno teh predavanj sem jaz bil prisoten, se ga dobro spomnil od dr. Aubela, zelo zanimivo se strinjam. Poglejte, iz mojega vidika, potem bom pa pustil ostale vidike dr. Arhar in kolego, kar se mene tiče, Slovenija lahko nekaj naredi, če zdaj gledamo samo na Slovenijo. Zagotovo, ko smo rekli, smo export leader, to pomeni, da smo vpeti absolutno v svetovno gospodarstvo, torej naše težave so težave svetovnega gospodarstva. Kaj lahko mi naredimo iz političnega vidika? Iz političnega vidika mi moramo imeti politično elito, ki zna sporočiti Evropi in svetu, kaj zahtevamo za prihodnost, če ne drugo. Pustil kolego, da povejo, kaj na gospodarskem nivoju lahko naredimo. Ampak moramo imeti mi vizijo, ki bomo povedali Bruslju, Bruslju pa še naprej. To je absolutno vitalno. In pridemo do problema. Opustite, zdaj bomo mogoče šel na politični teren, malo sporski. Pridemo do problema, kjer imamo našo elito, ki je bila pravkar izvoljena, verjetno bo postala mandatarska in se odpovedala posebno zunanji in evropski politiki. Človek tega si ne more privoščiti. Ne more se privoščiti, da na srednji koraki on se s tem ne bo bavil. In s tem smo že vsaj povedali, kje smo. Hvala, mogoče še gospod Grahek. Ja, eno je statičen pogled, eno je pa dinamičen pogled. Če bi rekel, danes stanje izvoza
in bi se sprijaznili s tem, v kateri ladi zdaj sedimo in mu rekli, ne bomo veslali, bomo počakali, da ne vem, pride ugodni zalivski tok, ki nas odnese naravnost do New Yorka, ne, potem lahko rečemo, da smo odvisni od gospodarske krize. Ne. Vsa podjetja, ki jih mi spremljamo, so ne govorim o slovenskih, zdaj globalni govorim, so sprejela številne ukrepe, pa so veliko večji sistemi, ki lahko ogromno zgubijo zaradi teh globalnih. Mi smo pa tako majhni in v bistvu na nek način je vsak naš projekt pridobivanja novega trga ima zelo tako, rečemo temu, asimetrično možnost za uspeh. Ne? Jaz se čudam, zakaj imamo mi kot država za 2 milijoni celotne populacije toliko težav, da se usmerjamo v ta silni svet, ki se globalizira. Jaz mislim, da je to stvar miselnosti, dosti tudi miselnosti, ker smo v bistvu imeli vse nek zelo generalen trend, ker se nam je izboljševal standard, dostop do kapitala, slovenske firme so imele tudi določene lastnike, tukaj bi predvsem tudi rekel, ta državna lastnina, družbena lastnina je na nek način, rekel, slab gospodar, predvsem z tega stališča, ker zelo malo zahteva od direktorjev. Ne ceni se performance, ne ceni se izjemne rezultate, niti niso stimulirani. Ne? Imamo pa en del podjetnikov, manjših, ki ima pa kar naenkrat neke izjemne dosežke. Ne? In te, v bistvu, rekel, ta način razmišljanja je treba malo odpreti vrata. Ne bom kazal na primere, pa kdo to je, ne? Ampak dejstvo je, da očitno je možnosti veliko ne glede na krizo. Ko pogledamo recimo ameriški kapitalski trg, pa ga vsi zmer malo z paradižniki, ne Ameriko obmetavamo, ampak vsem, ne, tam boste najdli podjetja, ki so zrasla v 10 mesecih in čez 2-3 leta že v bistvu beležijo rast dobička in nikomur ni jasno, kako to. So majhna podjetja, lahko odkrijejo niše in lahko rastejo. V končni fazi smo tudi pri nas smo bili deležni del tega, ne vem, če umemo podjetje Outfit 7, na primer, ne, pač na tem področju aplikacij so prodrli eno nišo, ne, več tega rabimo, ne, moramo frčati po svetu okrog, zlasti mladi ljudje, moramo biti stimulirani v naših podjetjih, da je pač to neka stvar, ki je v bistvu zaželjena, ne smemo biti zapečkarski, ne smemo se v bistvu sklicevati na druge, da je pač kriza tukaj edin problem, imamo cel kup, folklornih lastnih problemov, pa malo v bistvu zelo, težav pri tem, da priznamo, da imamo neko težavo. Zmer iščemo razloge, zakaj je nekje druge država, ali so to kriza v Evropski uniji. Se pravi, treba imeti idejo in treba se Treba je ločiti dve stvari. Kjer težave treba identificirati, si jih priznati in začeti na tem delati. Če boš začel delati, boš prej prišel do rešitev za del težav. Vseh verjetno ne boš mogel rešiti. To je pač logično in nihče ne pričakuje perfekcije. Ne? Drug del, ko pa rečemo gospodarska kriza, se bo pa treba prilagajati. Ne? In mi imamo večne debate o tem, kako bomo prestrukturirali gospodarstvo. To je tudi ena taka podobna debata, ki bomo rekli, čez noč bomo nekaj izumili in se bo prestrukturirali. Ne? Manjše podjetja morajo rasti, moramo iti tam prostor na nek način in se moramo boriti za, recimo, Slovenijo kot mesto, kjer lahko te podjetja delajo. Ne? In to je zelo pomembna stvar. Ne? Tako s temu se reklo včasih socialistična črna luknja, ne? Če se mogoče kdo ve. Ne? To je pač delež podjetij srednje velikosti, ker pač traja, da vi gradite podjetje, ki bo 1000-2000 zaposlenih, to bojo leta, desetletja traja. Ne? In tukaj... Mogoče bi še kakšno vprašanje vzeli, čas me že preganja, tako da dajmo še eno vprašanje vzeti. Dober večer, moje ime je Tomaž Tih. Vprašanje imam za vse 3 goste. Rajši bi vas prosil, če lahko samo na enega, da bomo več različni. Zelo kratko. Izrečena je bila ena lepa misel, da največ, kar lahko Slovenija stori za prihodnost evra in prihodnost evra je, da sama ne postane problem in da moramo povrniti zaupanje vlagateljev v državo. In me samo zanima od vseh 3 gostov 3 zelo kratke ukrepe, kaj moramo najprej narediti, oziroma bodoča vlada, da se bo to zaupanje povrnilo. Hvala lepa. Hvala. Boste kar vi začeli, gospod Arhar, ker prej niste imeli besede. Dobro, Tlašo. Glejte, jaz mislim, da sedanja situacija v evropskih državah je dober vzgled, mislim, na kakšen način se k zadevam pristopa. To pomeni, da tisti, ki misli, da samo pokojninska reforma lahko stvari pele naprej, mislim, da se zelo moti.
Pri nas je prav gotovo, če se izhaja iz ustave, redefinicija socialne države. In na ta način seveda se človek dotakne različnih skupin prebivalstva. Kajti, če si v času sanacije, je treba breme porazdeliti popolnoma jasno. Nikdar ne bo samo ena skupina pristala na to, da bi sama nosila to breme. Tako da, s tem odgovorom, jaz mislim, sem povedal vse, ker če razrešimo, če tako rečem, lokalne probleme, ker tisti, ki nastopa na tujih trgih, ima največji problem s tako imenovanim non-tradable sektorjem, domačim sektorjem, ki ima posebno pozicijo. Ker kaj mi lahko ugotovimo v krizi? Poglejte, Nemčija je rasla v krizi hitrejše kot pred krizo. In če vi pogledate podatke, kdo je partner v Nemčiji? Za vso našo konkurenco je Nemčija partner številka 1, tako kot za nas. In če ugotavljaš, kaj se je tam zgodilo, da so nam nekateri naš delež zmanjšali s svojo konkurenco, mislim, s svojim nastopom tam. To pomeni, je še enkrat odgovor, doma moraš dejansko vse te skupine pogledati in ugotoviti, kaj lahko narediš na obeh stranih. Na eni strani pri stroških, na drugi strani pa pri spodbudah. Kako dejansko se s pomočjo dodatnih oblik, s pomočjo kapitala, ker mi ga imamo premalo. Tudi če smo se danes toliko v zadnjem času zadolžili, na kaj mislim? Poglejte, mislim na koncesije, ko gledaš infrastrukturo. Vi veste, če bi danes imeli infrastrukturni projekt odprt, recimo modernizacijo železnic, tako kot smo 15 let imeli ceste, ne bi bilo takega zastoja, kot imamo. Dejansko, pogledati, kaj se da s koncesijami. Javno-zasebno partnerstvo, pogledajte. Mi govorimo, na drugi strani se ga bojimo. Mi govorimo o tujem kapitalu, vendar se ga bojimo. In še enkrat pravim, tudi državna lastnina, ne pozabimo, je lahko dobra, če ima profesionalce, odgovorne ljudi. Zakaj bi bila slaba? Samo, če to spoštujemo. In drugič, tudi tuja lastnina je lahko zelo dobra. Poglejte naš primer. 10 let, vsako leto dobiček v banki. 10 let, niti dolarja, niti evra transfera dobička v tujino. Vse reinvestiranje za ta trg. Kaj hočeš iskati drugega, prosim? To pomeni, te oblike moreš, rizičnega kapitala, narediti aktualne. In kajti dolg je visok. In dolg je dejansko narastel, premoženje, vrednost se je zmanjšala. To pomeni, ti moreš iti na to pot, če hočeš narediti korak naprej. In prej bomo s tem začeli, boljše bo za nas, verjemite mi. In taki so vzgledi zunaj, pri naši konkurenci, v stari in v novi Evropi. Koga se bojimo, povejte, sami sebe, ali pa posameznih skupin tukaj na domačem trgu. Hvala. Še gospod Grahek. Ja, tukaj se jaz čisto strinjam z gospodom Markerjem, kar se tiče tega, koga se bojimo. Kratkoročno gledamo, kaj bi pomerili finančne trge, pač omenili smo bonitetne agencije, njihovo problematično vlogo. Čeprav jaz, če sem čisto iskren včasih, ko pogledam določene stvari, kaj politiki počnejo, so te agencije še relativno milostne. Zato, ker vse ni treba to priznati, da se greš premo državi, ki je zadolžena za 120% BDP-ja, tam za njimi transparenti po parlamentu delati norca z ljudi, pač vprašanje, zakaj ni že zdavno izgubila, govorim v Italiji konkretno, zakaj ni še nižja boniteta. To v bistvu, da smo zavrnili pokojninsko reformo, poglejmo ključna tveganja, politično tveganja, velika komponenta kreditne ocene, da prva stvar, zelo pomembna, bančni sistem, gospodarstvo. Kje imamo probleme? Ja, vsod imamo probleme. Zdaj, kako se jih rešuje? Nekatere rešitve so mogoče malce hitrejše, druge malce krajše. Predvsem moš nekaj takoj dati na mizo, takoj moš dati nekaj na mizo, druge pa napovedati in iti, recimo temu na roadshow, predstaviti načrte.
Že prva stvar, ki je nujna, da se bo zmanjšalo politično tveganje, čim prej sformirati vlado in pokazati, da mislila resno. Ne? Da pač so se te trenja na nek način ugladila, da se je koncept razmišljanja poenotil, del časa se bo vlekel, pač bo politično tveganje ostalo in to danes vpliva tudi na kreditni pribitek pri Sloveniji konkretno. Ne? Bančni sistem, mislim, da imamo enormen problem in to, da v bistvu ne dovolimo nek način nekega prostega pretoka kapitala, tudi kapital za slovenska podjetja, pod seveda pravili in nekim inštitucijam, ki varujejo pravno državo, da se pač ne dogajajo neumnosti, to je neumno. Zakaj? Ker iskreno povedano, 20% je terjatev, ki zamuja za več kot 90 dni. To niso zdaj slaba posojila čisto po vseh metodologijah, ampak dejstvo, da se to akumulira že 3 leta in ko greš ti se pogovoriti za državo in rečejo, slovenske banke so najbolj likvidne banke v Evropi, ne? To je bil zadnjič izjava, konkretno od Marka Golova iz Agencije za upravljanje kapitalskih naložb. Vidimo pa, da se na trgu banke dobesedno bojujejo za depozite, ne? Dvigujejo obrestne mere. Ne? Potem smo še včasih občutek, ne? Se vprašaš, ja, to politično tveganje je prisotno. Bančni sistem se bojim, da je šel tako daleč, da bo ponekod treba vzeti naše denarnice, jaz se že nekaj časa za njo držim, ne, in enostavno rešiti banke. Zakaj? Bom razložil zakaj. Ker, ko boste vi odpirali banke, bo treba narediti skrbni pregled, fino pregledati, narediti revizije, pripraviti banke za prodajo. Ne vem, mogoče lahko kar gospoda Arharja vprašam, kakšno bi bilo stališče, ne, če recimo pogledamo našo, zdaj že kar skoraj 3 največje banke, ne, NLB, NKBMA banko, vse delajo slabitve, vse delajo izgube. Ne. Banke recimo v Evropi ustvarjajo dobičke, pa kotirajo na četrtinki knjigovodske vrednosti, celo dividende si drznejo izplačevati. Ne. Kdo bo vstopil po celi epizodi s KBC-om in prevzel NLB, mogoče za 1 evro, ker točno ve, koliko denarja bo treba še noto takati. In mi se pa pretvarjamo, da bomo s tem, ker bomo nehali delati slabitve, odpravili likvidnostni krč. Pač to je blitko dejstvo in dlje časa se delamo Francoze, ne, dlje časa nas bo bolelo. To je treba rešiti. Fitch je napovedal, Moody's je rekel točno, eno je politično tveganje, druga stvar je bančni sistem, kjer so problemi, se vidi na pribitkih, v taki ali pa drugačni obliki, tako da treba je reči, A, sformirali smo vlado, B, prvi sistemski ukrepi so, poleg tega se začnemo pogovarjati o pokojninski reformi, kaj narediti z bančnim sistemom in tretji paket ukrepov gospodarskih, ki bojo začeli sproščati možnost, da se nek kapital vsem investira v slovenska podjetja. Bom sam to še povedal. Veliko slovenskih firm, ki jih upravljajo, zakaj pa ne greste iskati kapital? Ne? Sej v končni fazi pridite z investicijnim projektom, ne? Pa pejte iskati kapital. Skladi tveganega kapitala na trgu ga dan seveda ne bojo dobili, so pa skladi in subjekti, ki so pripravljeni investirati. Rečejo, ja, ampak država nam tega ne dovolj. Ne želi se odreči lastniški pravici, ker seveda bi bila povečanje kapitala potrebno pač malo se ugrizniti v ustnico in spustiti nekoga noter, tudi ki so upravljeni. Imamo lep primer KBC-ja v NLB-ju, kako je izgledalo predstava, kako si slovenska država predstavlja soupravljanje. Imamo delničarski sporazum, ki ga danes vidijo politiki kot problematičnega, ker morajo poslušati, kaj KBC počne. Jo, Madonca, ne? 34% pa hoče nam diktirati neke ključne odločitve. Treba se je odpreti, treba se je pogovarjati, treba je najdeti dobre projekte in za te se lahko dobi kapital. Dokler bomo pa veljali kot država, kjer se pride na čaj, se lepo posloviš in pričakovali, da bo jutri Financial Timesu pribitek 4%, pa živimo na Marsu. Ne? To je moj osebno prepričanje. Ne? Zdaj bo treba povrniti kredibilnost. Ne? Mogoče bi še gospoda Gajstra vprašali, torej banke, gospodarstvo, politika, povsod tukaj je problem, treba se odpreti, treba nastopiti z dobrimi projekti. Kaj pravite na to vi? Poglejte, moj odgovor je zelo kratek na 3 točkah. Končno, prvič, jaz mislim, da bi lahko začeli izkoristiti to, o čem govorimo že 20 let. Naša geostrateška pozicija sredi sveta in Evrope. Nikoli izkoriščena. Kot je rekel dr. Arhar, železnice, koridor 5, takoj, jutri. To je projekt 20-25 let, na katerem moramo delati. In je strateško pomembno. Ampak do danes nič na to temo. Drugo, želim si, I have a dream, že nekaj let. Ljubljana je v fantastični poziciji, to smo mogoče zadnjič midva debatirala, da bi bila ena taka mednarodna finančna, saj srednja evropska finančna točka.
Vem, Bogu klicno danes o tem govoriti v Sloveniji. Ampak, ljudi, mogoče ne več živ na cesti, ampak pogledajte, imamo vse, imamo pozicijo, imamo znanje. Zakaj ne? Če ne bomo mi tega naredili, bo nekdo drugi, Zagreb, jutri ali pa Beograd. Dajmo mi to narediti danes, če se le da. Torej, specializacija v en sektor. Kot tretjo pa vam dam en primer, problematični primer, boste takoj razumeli, kje je rešitev. Vsi govorijo, zdaj so vsi kandidati na volitvah govorili o gospodarski diplomaciji. Wow, super, krasna. Kdo ne bi? Se vsi strinjamo. Naši diplomati morajo delati za naše gospodarstvo. Predstavljati morajo naša podjetja okrog po svetu. Vsi se strinjamo, vsi to podpiramo. Veste, kje pride problema? Kako lahko en diplomat predstavlja eno podjetje, katero je dejansko politično obarvano? Torej, celotni sistem politični danes še nadzoruje oziroma dela in igra z večjim delom gospodarstva. Ta ekonomizacija, pod narekovajo, je del političnega problema. Torej, ambasador v drugi državi, če bo predstavljal eno firmo, bo mogoče imel politične probleme doma, zato ker ni vedel, kakšno politično opcijo predstavlja. In vse je politično razdeljeno. Torej, mi moramo enkrat presekati končno politiko in gospodarstvo, koliko se le da. Da bo lahko tudi gospodarska diplomacija zaživela in naše gospodarstvo imelo lažjo pot tudi v tujini. No, pa še eno vprašanje, pa še lahko spravimo, tako da bi prosil še za eno vprašanje. Potem pa bomo zaključili. Torej, pozdravljeni, moje ime je Aljoša, sem študent ekonomije. Če sem zdaj zadnji morda, bi se zahvalil Borisu, predavateljem in ostali ekipi za izvrstno okroglo mizo, zdaj tako naprej, upam na dino vseh. Sedaj moje vprašanje pa sledeče. Verjetno bi nasledil kar gospoda Aharja tudi, ker se zadeva fiskalno konsolidacijo in davčno harmonizacijo, o kateri se veliko govori zadnje čase. In tudi vi ste omenjali te asimetrije v monetarni uniji evropski. Torej, ali verjamete dejansko, da se da s fiskalno konsolidacijo? Namreč vemo, da so države med seboj zelo različne, imajo različne produkcijske faktorje. Vem, naprimer, mislim, da Norveška je zaradi specifičnosti izvoza na naftnem področju nima takšnega interesa v monetarni uniji, tudi verjetno Anglija ne. Ali je možno, potem tudi zaradi različne mentalitete pri pobiranju davkov. Morda na tretji točki bi izpostavil še primer tega omejevanja proračunskih izdatkov, ki so ga na vrhu Evropske unije sprejeli mislim na prejšnji teden. Ali je to dejansko prava rešitev, ali je bilo bolj pravilno s temi proticikličnimi pribitki to obravnavati, ker dejansko prej ste omenili tudi primer Irske, tam mislim, da so primer slabe banke, za primerom slabe banke in reševanjem bančnega sistema državo zelo zadolžili v kratkem roku, v prejšnjih letih, ampak dejansko mislim, da se je to izkazalo tudi za dobro rešitev. Torej, ali so vsi ti ukrepi vedno pravilna rešitev? Hvala. Glejte, vsako držav, tako kot ljudje, vsake specije smo specifični. Veljajo neka splošna pravila, kako se ta splošna pravila reflektirajo na posamezniku, je vedno dejansko vprašanje. Zdaj, si pravim, izhajam iz te specifike vsakega. Vsak sebe najbolj pozna. In še enkrat, Evropa ni federacija. Drugič, valuta ne more narediti vse v neki ekonomiji. To je popolnoma jasno. Tisti, ki misli, da bo valuta rešila vse ostale probleme, se zelo moti. Kajti na eni strani denarna politika, na drugi strani fiskalna politika sta kot brat in sestra. Ti dve morata delati dejansko za iste cilje. Na eni strani za stabilnost valute, za zaupanje vanjo, na drugi strani pa seveda za prosperiteto. Tako da, se pravim, še enkrat verjamem v to, da če ima človek odgovornost, če so neke stvari sprejete, potem pričakuješ, da se bo to izvrševalo, da se bo to izpolnjevalo. In tukaj se moramo spremeniti.
Kajti, če se bomo tukaj spremenili, verjemite mi, in se pravim, sam podpiram Evropo, ker vse to, kar je bilo danes ugotovljeno, in zakaj je Evropa nastala in tako dalje, to je sigurno velik dosežek in velik prispevek k miru, k prosperiteti, k svobodnemu gibanju. Poglejte, danes najmlajši težko verjamejo, da so bile nekoč meje. Kakšna je bila situacija na mejah in tako naprej. Na to smo čisto pozabili pravzaprav. Ne? Ampak tukaj je cela vrsta pozitivnih stvari in jaz mislim, da moramo ocenjevati eno in drugo. In iz tega zornega kvota se pravim sami kot posameznik, kot inštitucija, kot država, delati po načelu imeti več, da bomo več. Ne? In jaz mislim, da pod to bi se vsak podpisal. Tako da, se pravim, jaz ne pričakujem od sedanjih dodatnih korakov ali pa tudi od, recimo, zdaj te nove pogodbe ali pa dodatne pogodbe, ki je nekako časovni cilj marc meseca, ne? Da bi se tukaj zgodila neka revolucija, se ne more, ker jo ne potrebujemo. Ne? Potrebujemo samo to, ne? Da se stvari spoštujejo, ker ti parametri so bili pripravljeni na podlagi dolgoletne empirike. Verjemite mi, niso bili kar takole ad hoc vzeti. Ampak na podlagi dolgoletnih analiz in tako v Evropi kot v nekaterih drugih delih sveta. Ne? Se pravim, še enkrat poudarjam, jaz sem optimist, da je dosti novih spoznanj, da so vsa ta spoznanja pri najpomembnejših elitah in da se oni zavedajo, ne, dejansko tega skupnega trga, tudi te skupne moči, ki jo predstavlja ta trg, tako kupne moči kot vseh ostalih, ne, in da je to pomembno za svet. Evropa želi, prostite, ostali del sveta želijo imeti močnega partnerja. Mi smo tukaj v Ljubljani imeli pred kratkim mednarodno konferenco, so bili Azijci tukaj. Azijci, ki veste, da imajo najvišjo stopno varčevanja, od Kitajcev, Korejcev, Japoncev in tako naprej. Ne? In vsi so govorili isto. Želijo si imeti eno Evropo, močno Evropo, močnega partnerja. Tudi iz tega zornega kvota vidijo neke vrste svetovno konkurenco. Ne? In oni bodo tudi pripomogli preko mednarodnega fonda in drugih inštitucij. Ne? Tako da, se pravim, bodimo kljub samo optimisti in naredimo vsak pri sebi tisto, kar lahko naredimo in ne čakajmo, da boste vi naredili namesto mene. Ta principa, ne? Da bo nekdo namesto mene naredil, to je najslabši, kar mora biti. Ne? Ker če bomo mi naredili namesto koga drugega, smo že boljši in naredimo tisto, kar se od nas pričakuje. Hvala. Hvala. S tem bi lahko še podčrtali ključne ugotovitve te razprave. Torej, da bi rešili evro, je potrebno rešiti in odpraviti bančni krč. Potrebno bo banke revidirati, dokapitalizirati, da bodo delovale. Gospodarstvo bo treba odpreti, se zanašati na dobre ideje, ki jih bomo lahko v mednarodnem okolju dobro tržili. Na politični ravni torej pa bo potrebno predvsem urediti enotnost fiskalnih politik, ker samo enotnost fiskalnih politik smo ugotovili, da lahko pokrije ena monetarna politika. Torej, vsem bi se zahvalil za vašo prisotnost in srečno.